minut na dan je bolje kot nič. Ta konec tedna je minil v znamenju svetovnega dneva gibanja, mi pa si poglejmo, zakaj gibanje ni koristno le za skladno telo in dobro počutje, ampak tudi za prodornejši um. Podrobno pod lupo. Pika je uspešna učenka. Vsak dan pa trenira tudi atletiko. Ker večino prostega časa preživi na treningih, je telesno zelo dejavna. Šport je zakon. Med gibanjem pride v njeno telo več kisika in hranilnih snovi. Srce in pljuča zato delujejo bolje in Pika ima več energije. Gibanje izboljša pretok krvi v možganih, zato je Pika v šoli bolj zbrana in lažje razmišlja. Šport namreč deluje na tiste dele možganov, ki so povezani s spominom in učenjem, zato si Pika vse zapomni hitreje. Po treningu Pika tudi lažje zaspi. Njen spanec je bolj trden in globok, zato se zbudi spočita in v šoli lažje sledi pouku. Ko Pika doseže dober rezultat, se počuti bolj samozavestno. Ker mora za športne uspehe vztrajno trenirati, ve, da je tudi za šolske potrebne veliko samodiscipline. Torej, gibanje pomaga Piki, da je v šoli uspešnejša. Ima boljši spomin in je bolj zbrana, spočita in polna energije.